Zdravo, sem Ana in v imenu Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška te lepo pozdravljam na letošnjih informativnih dnevih. Video je narejen po delih, tako da lahko mirno prehajaš med tistimi, ki te zanimajo in si jih kasneje tudi pogledaš v posameznih virtualnih učilnicah. Seveda pa ti priporočam, da se prepustiš in si pogledaš vse. Kot prva je na vrsti predstavitev pouka in šolskih prostorov. Predtem pa prisluhnimo našemu ravnatelju. Dragi mladenič, draga mladenka, pred teboj je pomembna življenjska odločitev. Verjetno se zavedaš ali pa tudi ne, da boš glede na svoje talente lahko uspešen na marsikateri srednji šoli. Zato so pri tej odločitvi, za katero šolo se odločiti, ponavadi pomembne malenkosti in tiste drobne značilnosti, kaj ti lahko ponudi neka šola. Kaj ti lahko ponudimo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška? Najprej je to javno veljavni gimnazijski program, ob zaključku katerega se lahko vpišeš na katerokoli fakulteto, naši dijaki pa so odšli študirati in so poklicno uspeli tudi v tujini. Potem je to možnost razvijanja talentov na področju naravoslovja, matematike, računalništva, jezikov, umetnosti ter seveda družboslovja in humanističnih ved. Potem ti lahko ponudimo tudi ekskurzije, krožke, mednarodna sodelovanja in izmenjave v okviru projektov Erasmus+. Tisto, kar se mi zdi še posebej pomembno, so trud za spoštljive odnose med dijaki in učitelji, kjer dijak ni le številka, ampak si učitelji prizadevamo, da uspe vsak dijak. Seveda pa mora v to vložiti tudi svoj trud. Potem je tukaj predmet vera in kultura, s katerim razbijamo stereotipe in širimo obzorja o pomenu vere in kulture v vsakdanjem življenju. Ponudimo ti lahko tudi izkušnjo prepletanja različnih generacij, saj v našem zavodu delujejo vrtec, osnovna šola, gimnazija, dijaški dom ter glasbena in baletna šola. Kljub temu, da nimamo športnih oddelkov, smo tudi športnikom prijazna šola. Ponujamo sezonske športne tabore v naravnem okolju, v Pohorju, na otoku Krku, športne aktivnosti in infrastrukturo na šoli, zaradi katerih nas mnogi dijaki prepoznavajo kot šolo, ki znamo prisluhniti tudi športnikom. Potem ponujamo duhovne vikende, na katerih gradimo razredne skupnosti in medsebojne odnose, kulturne dejavnosti v okviru dramske skupine in pa pevskega zbora. Nenazadnje pa odpiramo tudi pomembna vprašanja o partnerskih in družinskih odnosih, sprejemanju različnosti, oblikovanju pravičnejše družbe, odgovorni skrbi za okolje in iskanju smisla osebnega življenja. Če torej razmišljaš z lastno glavo, če rada plavaš proti toku ali hodiš po neohojenih poteh, si dobrodošel, dobrodošla na Slomškovi gimnaziji. Pozdravljen oziroma pozdravljena. Sem Gašper in sem bivši dijak Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. In glej, kje sem. Nazaj na svoji gimnaziji. Zakaj? Zato, ker mi je Škofijska dala veliko, kar mi pomaga zdaj na moji poti skozi življenje. In zato, ker bi rad tudi tebi pokazal, zakaj se je vredno vpisati na našo gimnazijo. Seveda pa nisem edini, ki se rad spominja svojega časa na gimnaziji. Pa dajmo prvo prisluhniti če njim. Zakaj na Škofijsko gimnazijo? Pozdravljeni, moje ime je Tom Strojnik, mlad sem 31 let in sem bivši dijak Škofijske gimnazije. Danes delam kot filmmaker, videograf, torej imam svojo video in fotoprodukcijo. Predvsem sem specializiran za snemanje v adventure niši in tudi snemanje z dronom. Tukaj je primer nekaj izmed mojih posnetkov, tako da malo popestrimo ta video, da ne boste samo mene gledali. In pri tem bi se mogoče vrnil na začetek, torej ko sem bil mlad 14 let, seveda nisem imel pojma, kaj se želim v življenju početi, to je povsem normalno pri teh letih. Ampak nekako sem vedel, da bi rad potem nekaj naprej študiral in zato sem se odločil, da grem na gimnazijo. In za Škofijsko gimnazijo specifično sem se odločil zaradi tega, ker veliko
veliko poudarka dajo na to, da se nekako razviješ kot dobra oseba, da se naučiš komunicirati z drugimi ljudmi, torej veliko dajo na te dobre medsebojne odnose in veliko je ekskurzij, veliko je obšolskih dejavnosti, všeč so bili tudi duhovni vikendi, kjer smo se res lahko družili z sošolci, spoznali drug drugega in vse zadnje si spoznal tudi sam sebe in dejansko mi je bilo na Škofijski gimnaziji tako všeč, da sem se odločil tam ostati kar 5 let. Ja, matematika v 3. letniku je zelo zabavna, ampak nič za to, se zgodi, ni konec sveta. Potem sem šel naprej na fakulteto za šport, spet čisto neko drugo področje, kot delam danes. Tudi tam sem si vzel čas v prvem letniku, ker sem bil kar 3 leta, pa se je na koncu vse dobro končalo. Tako da tudi, če se ti kje v življenju zalomi, ne skrbeti, samo vztrajaj naprej in bodi obdan z dobrimi prijatelji, ki ti bodo pomagali in te boš na Škofijski gimnaziji definitivno našel oziroma našla. Sicer je menilo že kar nekaj časa, odkar sem se odločila, kam po osnovni šoli, ampak se še vedno dobro spomnim, da mi je že pred informativnimi dnevi bilo jasno, da bom pristala na Škofijski. Dobra prijateljica mi je namreč pripovedovala o njenih prvih letih na tej šoli. Že iz njenih zgodb je bilo razvidno, da dijaki niso le številke, da učiteljem dejansko ni vseeno za njih in da je šola več kot le to, da je druga družina. V 4 letih, ki sem jih preživela v Mariboru, sem se naučila dosti več kot predvidevan učni načrt. Naučila sem se živeti. Spoznala sem, kdo sem. Ta vprašanja smo si postavljali bolj zgodaj kot vrstniki na drugih šolah. In najbolj pomembno, naučila sem se, kako ravnati s strogimi pravili. Predvsem, tudi katera lahko prekršim in pretentam, na koncu smo bili še vedno dijaki, in katera so resnično pomembne. Iz domačega kraja sem bila edina v moji generaciji, ki je odšla v Maribor in bivala v dijaškem domu. In ko sedaj gledam nazaj, je bil to prvi korak, ki mi je širil obzorja. Ta skok v neznano me je opogumil, da sem tudi kasneje našla pogum za recimo študij v tujini in celo selitev na drugi kontinent. Prvi meseci so bili najtežji, pa ne za mene, za moje starše. Skoraj dnevno me je mama prepričevala, da naj se prepišem v gimnazijo bližje doma. Vendar jaz sem vztrajala. In po približno 3 mesecih je tudi sama spoznala, da je to prava pot za nas. Ne glede na to, kako težko je bilo za njih poslati edinko od doma pri 14 letih, je bila to le prava odločitev, ki nas je zbližala. Moj pogled na svet, ki gotovo izvira iz časa izobrazbe na Škofijski, mi je omogočil videti mnogo priložnosti, ki sem jih lahko izkoristila. Trenutno živim in delam v New Yorku. In ko slišim Američane, jih ima velika večina slabe spomine na srednjo šolo. Vendar za mene so bila gimnazijska leta ena najlepših in nepozabnih let mojega življenja. Ta 4 leta so me spremenila in izoblikovala bolj, kot bi pričakovala. Čau, moje ime je Filip, sem doktorski študent nevroznanosti v Trstu in sem bivši dijak Škofijske gimnazije. Včasih sem bodoče dijake in njihove starše nagovarjal z odra v Škofijski avli, danes pa se nekaj let kasneje javljam iz tujine. Ko pomislim na to, kaj mi je Škofijska gimnazija dala na moji karierni poti, ne morem mimo znanja matematike in angleščine, saj jo še danes uporabljam vsakodnevno pri svojem delu. Ko analiziram podatke, mi prav pridejo osnove matematike, ko pa se pogovarjam z ostalimi raziskovalci na inštitutu, pa mi pride prav znanje angleščine. Tako da angažiranost učiteljic matematike in angleščine je mogoče prva stvar, ki bi jo izpostavil. Druga stvar so vse obšolske dejavnosti, ki sem se jih lahko udeleževal. Pevski zbor in dramske skupine so mi pomagale pri tem, da sem dobil nekoliko več samozavesti, ko stojim na odru, ko predstavljam svoje raziskovalno delo. Imam nekoliko manj treme, saj imam nekaj izkušenj že iz dijaških dni. Poleg tega pa smo veliko prepotovali tekom dijaških dni in to mi je razširilo obzorja in mi dalo vedeti, da si svoj dom lahko ustvarim tudi v drugih evropskih državah. Ta zadnja in glavna stvar, ki bi jo rad izpostavil v zvezi z Škofijsko gimnazijo, pa je ta, da so na tej šoli prijazni ljudje. In še danes se rado družim z bivšimi sošolci in ob pivu obujamo spomine na dijaške dni. Tako da iz svojih lastnih izkušenj vam Škofijsko gimnazijo toplo priporočam. Čau!
Zanimivo, kam vse so jih odpeljale poti po gimnaziji. Če se boste odpravili v tujino, ali pa tudi, če boste ostali doma, vam bo zagotovo prišlo prav znanje tujih jezikov. Vas zanima, kakšne tuje jezike se lahko naučiš na Škofijski? Gremo malo pogledat. Se da naučiti angleško? Oh, well, hello there. So you're thinking about becoming a student of our school, the Anton Martin Slomšek Secondary Catholic School, known as Škofijska Gimnazija? Well, I must say this would be a great decision. Today, me and my friends are going to show you what a typical English lesson looks like on Škofijska. Do you know the movie named The Wolfpack? We talked a lot about it and the story behind it during our English lessons. It is about 6 children whose father didn't allow them to leave their tiny apartment in order to save them from the dangers of outside world. Darling, if we ever have children, I want them to have a perfect life. Perfect? Me too, but it is rather impossible. There are so many dangers outside. Yes, outside. So you mean it's better if they never go outside and be in the dark when it comes to life-delicating issues like alcohol and drugs? Yes, and we could live on the welfare money, so we wouldn't have to go outside at all. Yes, and the kids will watch movies to learn about the world. When I was in primary school, I didn't really like English. But now we have a system where we work really hard for 1 hour and then discuss the subject matter or do practice exercises for 2 hours. This is an especially beneficial system at times like now, when we have online classes. Hey, have you already done your self-study work for English? No, not yet. I'll do it later, or just before the English starts on our schedule. Oh, I did it yesterday, and now I will have some free time. I might also practice my English with our online students book. Oh yeah, I totally forgot about it. We got a free code at the start of the year. If you choose to join us, you won't regret it. You will do great things. In our books, we found a story about a boy your age who built a nuclear fusion reactor by himself. So, which article did you read in our students' book? I read about a 14-year-old boy who built a nuclear fusion reactor. Kaj pa nemško? Was ist das? Das Pizza und das Schmetterling. Ej, ti, ko si na nadaljevalni, a mi poveš, kako se to izgovori? Ti ziher veš. Ne, saj si blizu. Sam pač moš paziti, da ni das, ampak je deg. Zdaj pa izgovori pa se der Schmetterling. Ne? Tako je, der Schmetterling. Ampak takšne besede se učimo v 5. razredu osnovne šole. Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška pa svoje znanje poglobimo tako, da besede uporabljamo še na drugačne načine. Naprimer, če želim povedati, da sem zaljubljena, bi rekla Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška se nemščina poučuje na 2 načina. Nemščina kot prvi tuji jezik in nemščina kot drugi tuji jezik. Pri nemščini kot drugi tuji jezik izbiraš med osnovnim nivojem in nadaljevalnim nivojem.
Če se za nemščino srečuješ prvič, je zate primeren osnovni nivo. Če pa si že veš osnov in bi rad svoje znanje nadgradil, boš v nadaljevalnem nivoju v dobrih rokah. Če si eden izmed redkih srečnežev, ki so imeli nemščino kot prvi tuji jezik v osnovni šoli, ali pa ti je nemščina zlezla pod kožo in je želi zamenjati z angleščino, si pri nemščini kot prvem tujem jeziku na pravem mestu. Špansko? Hoy vamos a ver qué hay en la televisión esta noche. No. Un programa de cocina. Justo el otro día leí sobre la comida española y su impacto a la gente. Vamos a ver si es tan buena como suena. Hola, soy María Rosa y estamos en España. Aquí la gente prepara mucha comida diferente. Los platos típicos son paella, gazpacho, la sopa fría, tortilla, pero a mí me encantan los churros. ¿Quieres saber más? Venga, vamos a la cocina. Empezamos poniendo agua, azúcar y mantequilla en una cazuela. Derretimos y añadimos la harina y mezclamos todo muy bien. Enfriamos por 10 minutos y añadimos 2 huevos, una tras la otra. Mezclamos otra vez. Transferimos a mangas pasteleras y formamos los churros. Freímos en aceite y los rodamos en azúcar y canela en polvo. Estos churros están para chuparse los dedos. Ah, mira la hora es mi telenovela favorita. Lo siento, Macarena, yo no te quiero. Ay, Carlos, ¿cómo puede ser así? Carlos, ¿qué te pasa? Pobre niña, ¿por qué le hiciste esto? ¡Estás muy estúpido! ¡Mamá! ¡Apártate de mi vista! Las noticias. ¿Por qué estudiar el español? Porque 585 millones de personas hablan esta lengua y hay muchos más que lo hablan como lengua extranjera. También podrás entender a todas las telenovelas. No es tan difícil. Los estudiantes tienen clases 3 veces a semana, escriben 3 exámenes al año y obtienen 2 notas para el examen oral. En las clases aprenden no solo la lengua, sino también la cultura. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en concursos como Día en Español y también pueden elegir el español en matura como primera o segunda lengua extranjera. No importa si prefieres Real o Barcelona, todos hablan español. Kaj pa, če bi se hotel pogovarjati z nekom, ki je živel tu pred 2000 leti? Salvete, discipule e discipuli. Animo imperabit sapiens, stultus servi. Pameten bo vladal svoji naravi, neumni bo služil. Per aspera ad astra. Aurora musis amica. Aurora musis amica. Alea iacta est. Alea iacta est. Historia vitae magistra. Hannibalat portas. Veni? Vidi.
Bici. Aut amat, aut volit mulier, nihil est tertium. Ženska ali ljubi ali sovraži, tretjega ni. Seveda pa škofijska lahko veliko da tudi bodočim naravoslovcem. Te zanima narava? A rad oziroma rada potuješ v neznane kotičke? Skrbno opazuješ okolje, v katerem živiš? Bi rad spoznal oziroma spoznala načine ohranjanja narave? Želiš živeti v okolju z manj odpadki? A razmišljaš o svojem odtisu na planetu? Imaš priložnost, da zgradiš svojo eko-osebnost v okviru izbirnega predmeta študija okolja v 1. in 2. letniku. Gotovo pa še imate kakšna vprašanja, na katera vam boste najbolje odgovorili naši maturantki Lucija in Ana. To je Lucija in to je Ana. In danes bomo z vami pokale vprašanja. Kar k posebnostim škofijske. Kaj je vik? Vik je en taki poseben predmet pri nas. Imamo ga 2 uri na teden, ne? Pri teh urah spoznavamo različna verstva, se kot razred povezujemo sploh v 1. letniku. V okviru vika gremo potem tudi na duhovno srečanje, kjer se sploh spoznamo kot razred, pa povežemo. Tako da potem po 4 letih lahko res rečemo, da smo ena taka dobra skupnost. Je pa tudi en veliki del, da pač razširiš svoja obzorja s tem, ker pač poznaš ne samo svojo vero, ampak tudi pač druga verstva sveta. Pa nasploh pač malo o človekovi notranjosti, pa tako malo mišljenjska vprašanja. Ali ste med seboj povezani? Razredi na škofijski so med seboj zelo povezani, k čemur prispevajo duhovna srečanja. Imamo pa zelo dobre odnose med profesorji pa dijaki, ki so ustvarjajo zelo pristno okolje na šoli in okolje, v katerem se tako dijaki kot profesorji dobro počutijo. Kot je Ana že prej omenila, k odnosih pripomore tudi predmet vik. Se pa dijaki med sabo povezujejo tudi pri raznih dodatnih dejavnostih, kjer lahko spoznaš dijake nižjih ali starejših letnikov. Te dejavnosti so pa lahko pevski zbori, razne športne ekipe, pa kakšni krožki. Kaj lahko postaneš po škofijski? Ne boste verjeli, po škofijski nisi samo župnik ali nuna, ampak lahko greš na katerokoli fakulteto, pač odvisno malo od tvojega uspeha, ampak po maturi imaš narejeno splošno maturo, torej lahko greš na katerikoli faks, tako kot iz katerekoli druge gimnazije. Ali je škofijska težja ali lažja od ostalih gimnazij? To vprašanje dobimo velikokrat in v bistvu mi menimo, da je škofijska enakovredna ostalim gimnazijam,
saj je nivo znanja, ki ga dobiš na šoli, čisto primerljiv s katerokoli drugo mariborsko gimnazijo, hkrati se pa po gimnaziji opravlja enaka matura, kot če bi hodil kamorkoli drugam. Mogoče je razlika samo v delu, pač načinu dela, da smo malo bolj povezani s profesorji, pa da mogoče zato lahko kaki predmet, kdaj se prestavi test ali pa kaj takega, pa mogoče zato tudi malo vpliva to na naš uspeh. O ne, to sem že prej. Ne, nisem. Ali na škofijski vsak dan molimo? Spet, ne boste verjeli, ne, vsak dan ne molimo. Imamo vsak dan duhovno misel, ki pa ni nujno molitev, v bistvu večino časa ni molitev. Lahko je kakšna misel, o kateri se potem pogovarjamo, lahko je celo kaki vic ali pa pač karkoli si razred zamisli, kakšna zgodbica mogoče in o tem se potem pogovarjaš. Imamo pa vsako leto razredno mašo, ki se pač udeleži cel razred in je v bistvu zanimiva za nas zaradi tega, ker jo pripravljamo sami. Za tiste, ki pa si želijo malo več duhovnega dela, pa imamo v šoli tudi kapelo. Imamo molitveno skupino, ki deluje med odmori, tako da tisti, ki si želijo, lahko posegajo po duhovnosti, ampak ni pa noben prisiljen. Ali so na škofijski vsi verni? Ne, v bistvu na škofijski niso vsi verni. Vpisane imamo tako verne ljudi, kot tudi ateiste ali pa koga, ki je mogoče kakšne druge vere. Vendar pa, ko se pišeš na gimnazijo, sprejmeš s tem tudi odločitev, da boš upošteval usmeritev šole, kar pomeni, da moraš spoštovati to, da je šola versko usmerjena. Upamo, da sva odgovorile na vsaj par od vaših vprašanj. Samo nekaj. Kaj lahko povemo, da naj lahko kontaktirajo na Instagram ali pa Facebooku? To bi mogla dati potem noter. Kaj ima objaviti? Mislim, objavo imamo na reče. Ja, zato. Ok, vredo, ja. Upava, da smo odgovorili na vsaj nekaj od vaših vprašanj, če pa se vam poraja še kakšno vprašanje, na katero nismo odgovorili, pa na celem informativnem niste našli odgovora, nama lahko pišete na Instagram ali Facebook profil, ki pa bo napisan spodaj. Čau! Čau!
Na Škofijski se držimo reka zdrav duh v zdravem telesu. Zato ti bomo v naslednjih delih pokazali, kaj ti naša šola ponuja na področju športa, duhovnosti, ki je posebnost naše gimnazije, in česa se glede Škofijske spominjajo naši mnogi danes uspešni bivši dijaki. Dijakom športnikom so omogočeni temeljni pogoji za doseganje ustrezne ravni učne in športne uspešnosti s statusom športnika A in B. Izbirni predmet šport je dopolnilno športni vzgoji in je na voljo vsem dijakom športnikom ter tistim, ki si želijo več športa in izkušenj. Kot izbirni predmet je na voljo dijakom prvih in drugih letnikov v obsegu dodatne ure športa tedensko. Dodana vrednost Škofijske gimnazije so za mnoge dijake zdaj že tradicionalni sezonski športni tabori. Namen taborov je nadgradnja ur redne športne vzgoje, izbirnega predmeta šport in interesne športne dejavnosti, kot tudi druženje z vrstniki. Na taborih spodbujamo interese dijakov in bogatimo njihov prosti čas, oblikujemo pozitivne vedenjske vzorce, omogočamo uveljavljanje posameznika, krepimo zdrav občutek samozavesti in zaupanje vase. Razvijamo sposobnost prenašanja naporov in socialnih veščin. Športni tabori so razporejeni skozi šolsko leto tako, da zaobjamemo vse sezonske športne aktivnosti. Začnemo z jesenskim taborom na Rogli, sledi zimovanje in za konec šolskega leta uživamo na plažah čudovite Baške na otoku Krko. Športna tekmovanja potekajo skozi vse leto. Večino ekipnih športov izvajamo v okviru krožkov po pouku. Dijakinje in dijaki se udeležujejo vseh šolskih športnih tekmovanj, za katere se pokaže interes. Poleg tega se vsako leto udeležimo športnega srečanja katoliških gimnazij. Rada sem animatorka, ker se imamo na naših srečanjih zmerom super fajn. Rada se družim s starejšimi animatorji, vsemi, ker smo res ena fajna skupina in pa seveda tudi z otroci. Animatorka sem, ker imam rada otroke in ker me to izpopolnjuje. Animatorka sem, ker rada spoznavam nove ljudi. Animatorka sem, ker je to zame plemenito delo, ki me izoblikuje. Animatorka sem zato, ker mi je všeč tisti občutek, ko nekomu pomagaš, pa zaradi tega, ker se ponovadi ful dobro je. Ker se ne bojim novih izzivov, rada delam v skupini in sem vedno za akcijo. Animatorstvo ni krožek, je poslanstvo. Rada sem animatorka, ker me zanimajo nove izkušnje in ker je delo zelo ustvarjalno. Animatorka sem, ker me to delo vedno preseneti, ampak me hkrati tudi navdušuje ter me uči sproščenosti in spontanosti. Mladosti, ko
lastne nogi. Je ogenj in je žar, ki v njem vse v moči prerodiš. Dragi devetošolci, vaši starši, najbolj vas je pozdraviti kar naši bodoči gimnazijci. Nas 6 bi vam radi predstavili predmet vera in kultura. In mu večinoma rečemo kar predmet VIK. To je predmet, ki je na naši gimnaziji posebnost, ostale srednje šole ga nimajo. Je pa namenjen temu, da se mi spoznavamo, povežemo, spoznavamo različne vere, kulture, spoznavamo človeka. Predmet je vsako leto. V 1., 2. in 3. letniku sta po 2 uri na teden, v 4. je 1 ura. Ponavadi gremo tudi na duhovno srečanje, ki traja nekje 2 dni in skupaj kot razred preživijo ta čas v druženju in pogovarjanju in tudi v raznih aktivnostih. Se nas je pa nas 6, vsak po svoje ta predmet tudi predstavlja in vsak si je to, kako si predmet zamišlja, izbral za eno besedo, pa bomo te besede predstavili. Jaz sem rekel, da je VIK sproščen. VIK je super. Tudi zabaven. In včasih čisto resen. VIK je poučen. Nagajiv. Hvala, da ste si vzeli čas, si pogledali nekaj kratkega o VIK-u. Verjetno boste imeli še kaj vprašanj, gotovo boste lahko dobili odgovore še pri vseh dijakih, ostalih profesorjih, tudi kakih bivših dijakih, kogarkoli, ki poznate, pa v VIK-u še kaj lepega zvete. Se vidimo septembra, ko pridete med nas. Kot mali ti slediš šele, ko pahnenje v nevarnosti tega sveta. Tako razprem peruti naj, ko težka kdaj bo. V zadnjih delih naj ti predstavimo še bolj zabavne aspekte naše šole, kot so na primer mnoge ekskurzije, umetniško ustvarjanje, obvezne izbirne vsebine in pa dijaška skupnost. Za tiste, ki pa ste doma daleč stran, pa tudi predstavitev dijaškega doma. Na naši šoli krepimo domoljubnost, zato dijaki potujemo po Sloveniji. Ekskurzije, ki se tičejo naše male države, so izjemno zanimive, saj dijaki ne potujemo samo po domovini, temveč tudi po času. Ekskurzija po rimskih poteh nas je popeljala v stari vek. Raziskovali smo življenje prebivalcev rimskega imperija, kako so hodili v terme, kakšna je bila njihova kultura in umetnost. Nato smo se odpravili iz starega veka v srednji vek. Celje nam je pripravilo srednjeveško izkušnjo, s katero smo lahko izkusili, kako so živeli celjski grofje. Ker pa je širina pomembna, dijaki potujemo tudi po Evropi. V okviru obveznih izbirnih vsebin smo se dijaki odpravili na Dunaj in Zakynthos ter v London in Rim. Dunaj in London sta nam prikazala aristokratsko življenje avstrijskih in britanskih cesarjev in kraljev. V Rimu smo si ogledali antične spomenike, v Vatikanu smo na avdienci videli papeža. Zadnje leto na škofijski gimnaziji smo se dijaki odpravili na Zakynthos, kjer smo se pražili na soncu in raziskovali morsko življenje. Dijakom so omogočene dodatne ekskurzije, in sicer v Budimpešto, Gradec in Krakov. Maturantje pa so se odpravili na izlet po izbiri. V prejšnjih letih so tako obiskali Bolgarijo, Črno Goro, Grčijo, Malto in Španijo. Naša šola pa ne skrbi samo za dijake, temveč tudi za starše. Starši so si oddih privoščili v Porabju in z izletom na Svete Višarje. Ekskurzije na naši šoli so mi pomagale razširiti obzorja. Pridobila sem veliko novega znanja. Tisto, kar pa sem že vedela iz teorije, ki sem jo dobila pri pouku, sem lahko izkusila na lastni koži. Tak način učenja na terenu je sproščen in zabaven. Poleg tega, da preživljaš čas s sošolci iz svojega razreda, imaš tudi možnost druženja s prijatelji iz drugih oddelkov v svojem letniku. Škofijska gimnazija tako spodbuja medrazredna sodelovanja.
Pevski zbor Škofijske gimnazije želi s svojim petjem polepšati trenutke svojim sošolcem, šoli ali ostalim poslušalcem, kamor nas zanese pot nastopanja. Zraven petja nas družijo tudi skupinski pevski vikendi, kjer je čas tudi za povezanost in prijateljstvo. Zazremo se, Gospod rodil se je na nebu zrlo se, pred nami božičje. Sliši se, tam že pojo, si angeli lepo. Človek živel večno bo, to nam oznanjajo. Sliši se, tam že pojo, si angeli lepo. Človek živel večno bo, to nam oznanjajo. S prostovoljskim delom na Škofijski gimnaziji dijaki pridobivajo vpogled v družbene in socialne razmere okolja, aktivno soustvarjajo družbo in vplivajo na spremembe v njej. S prostovoljskim delom dijaki razvijajo svojo ustvarjalnost, udejanjajo lastne ideje, aktivno delujejo v skupini, kritično razmišljajo in razvijajo številne druge veščine. Na Škofijski gimnaziji spodbujamo prostovoljstvo z organizacijo številnih humanitarnih, ekoloških, športnih, družabnih in kulturnih prireditev. Hkrati se tudi udeležujemo različnih prireditev, ki jih organizirajo društva in organizacije. V okviru prostovoljstva izdelujemo različne izdelke in zbiramo donacije. Aktivno se združimo z otroki v vrtcih in starostniki domov Danica Vogrinec, Doma starejših Idila in Doma pod Gorco, s katerimi izvajamo različne ustvarjalne in miselne delavnice. Organiziramo športna srečanja z VDC Polž in osnovno šolo Gustafa Šiliha, prav tako pa z njimi izvajamo različne ustvarjalne delavnice. Pripravljamo in izvajamo kulturni in glasbeni program za domove starostnikov in različna društva. Sodelujemo po različnih akcijah prostovoljskih organizacij, kot sta Dan za spremembe in Festival prostovoljstva, organiziramo razredne prostovoljske in čistilne akcije,
Sodelujemo v akcijah Rdečega križa in Karitasa. Prostovoljstvo pa ni le dejanje, ampak tudi prejemanje. Ne le prejemniki pomoči, pomembni so tudi naši prostovoljci. In zato našim prostovoljcem radi izrazimo njihovo pomembnost z javno zahvalo. Upam, da si izvedel oziroma izvedela vse, kar te je zanimalo, da si v predstavitvi užival oziroma uživala in predvsem, da se vidimo jeseni.